Živjo fantje, Ivan tukaj in danes sem preživel cel dan z detektorjem laži na hrbtu, ki mi ne dovoli lagati. Ivan, zbudi se. Čas je za šolo. Ivan, čas je za šolo. Oče, že sem bil buden. Ivan, ne laži mi, že je 9, zamujamo. Ampak je šele 6 zjutraj, sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če ljudje ne bi mogli lagati. Poglejte ta video do konca, ker bo zabavno. Glej, govorim resnico. Ivan, odhajam, če želiš iti z menoj, pohiti. Počakaj, oče, zdaj se pripravljam. Vedno pade na ta trik. One eternity later. Pripravljen sem. Ivan, si pozabil umiti zobe. Ne, sem jih umil. Umij si zobe, pojej zajtrk in pohiti. Naročite se na kanal, ker mi vaša podpora resnično veliko pomeni. Glej, govorim resnico. In če križaš Snežaka z vampirjem, dobiš ozeblino. To je tako dolgočasno. Kaj si rekel? Oh, nič, ni nič. Ivan, zamudil si prvi polčas. Lažeš, zamudil sem le 10 minut, fantje. Všečkajte video, če vedno zamujate v šolo. Torej, Ivan, zakaj zamujaš? Padel sem v kanalizacijo. Zaradi zamude in laganja 554 skokov zvezdic. V redu. 1, 2, 3. Nadaljuj. Uboga duša. 346 minutes later. 110. Imam idejo. Ivan, Kaj je to? lahko uporabiš to. Hvala, to bo zagotovo pomagalo 121 milijonov 122 tisoč 123. To je moja ideja. Večerja, ali bo kuhar še dolgo? 10 minut. Kuhar, slišim, da lažeš. V redu, 20 minut. A few moments later. Okusno. Sem tako počaščen. Je to prava italijanska testenina. Prihajam. Da, resnično, to so italijanske testenine. Šala nate, to testenino sem naredil sam. Resnično, s to testenino si kralj kuhinjskega otoka v nebesih. Da. To so testi, upam, da nihče ni naredil plank listkov. Nisem naredil plank listka. V redu. Upam, da je to vse. Pravijo, da je kola škodljiva, vendar je najbolj koristna stvar doslej. Začnimo. Ivan, kaj misliš o tem? To je noro, prijatelj. No, oba sta padla na testu. Kaj? Ne strinjam se. Prepisovali sta drug od drugega. No! Dobiš za laganje in prepisovanje na testu. Počakaj, Temosov, zakaj je tvoja lučka zelena? Ivan, tudi ti si prepisoval, moraš biti pametnejši. Jaz sem dobil A. Temosov, kdo je to, kaj gledaš? Nič, ona je prijateljica, je moja sošolka. Ne skrbi, me ne zanima. Je to Emil? Ne, to absolutno ni Emil.
Si prepričan, daj mi to. Ne. Temosov nima poguma, da bi ji poslal sporočilo, zato mu bom pomagal. Kaj delaš, prosim? Nehaj. Živijo, Emil. Si znorel ali kaj? Nič ni poslano. Ivan, kaj delaš? Vse si uničil. Poglej, nemogoče, da je odgovorila. Kaj pravi? Pravzaprav te je ona povabila na zmenek. V redu, ti si jo povabil ven. Jaz bom naredil ostalo. V redu. Če moj oče izve, da sem dobil oceno 18, sem končal. Nekaj si moram izmisliti. Pozdravljen, Ivan. Ah, lepa igra. Kako gre v šoli? Vse je v redu. Kako je šlo na testu, lahko pokažeš rezultate. Ja, seveda. Poglej, dobil sem 81. Odličen rezultat, Ivan. Ja, odlično sem se odrezal. Ali kaj skrivaš? To je moja prava ocena. Brez video iger za en mesec. Kaj ne, to bo enostavno. To je zelo težko. Ne vem, kako to narediti, zato bom poklical svojega mlajšega brata, ker zna to dobro narediti. Živijo, ne morem sestaviti svojega Lego kompleta, mi lahko prosim pomagaš. Moj 4-letni brat je sestavil komplet v 1 minuti, genij, podoben meni. V redu, podoben je mojemu očetu. Počakaj, jutri je Tomasev rojstni dan in mu še nisem ničesar kupil. Pozdravljeni, spletna trgovina je na voljo. Rad bi naročil iPhone 15 Pro. Ni na voljo. Ali ste prepričani, lahko vsaj preverite zadaj? Preveč sem len, da bi iskal. Kaj? Pozdravljeni, sploh vas ne slišim, mislim, da je nekaj narobe z omrežjem. Kaj se dogaja? Predvidevam, da ni ipona. Moram si izmisliti nekaj, kar bi dal Tomasu. To je preveliko za prenašanje. Ni slaba možnost, ampak je v slabem stanju. Počakaj, dejansko imam nov iPhone. Morda ne tako nov. Kdo je slavljenec? Jaz sem. Vse najboljše, prijatelj. Sem zate le prijatelj. Mislim, vse najboljše najboljšemu prijatelju. Hvala. Van, je to iPhone? Da, zdaj je tvoj. Najlepša hvala. Ivan, počakaj, zakaj je tukaj slika Marije? Pojasni, Ivan. UPS, pozabil sem očistiti njen telefon. Živijo, fantje, Ivan je tukaj. Danes sem najel lovca na glave, ki nas bo iskal v tej hiši. Če nas ne najde vse, ga bo čakala kazen. Prihajam po vas. Poškodovali so lovca na glave. Ampak, če nas najde, bomo morali plačati $1000 za vsakega od nas, ki ga najde. Mi bomo zmagali, to vem. Morate si ogledati ta video do konca. Ali si nor? Najde nas v 5 minutah. Ni niti enega mesta, kjer bi se lahko skrili. Zato bomo najprej zgradili 5 različnih skrivnih sob. O moj bog, 5 različnih sob. In mimogrede, koliko časa imamo za to? Tukaj bo čez 1 uro. Moja napaka, tukaj bo čez 58 minut. Prekleto. Kliknite na gumb všeč mi je, če želite, da zmagamo. Kam naj gremo? Sem premlad, nočem umreti. Ta kraj je res negotov. Mislim, da potrebujem kaj je to? Gumb za naročanje, dokler ne kliknete nanj. Ne morem dokončati svojega skrivnega skrivališča. Čakam. Hvala, ker ste se naročili. Zdaj pa nazaj k poslu. Točno to potrebujem. Sem čist genij. Resno, skrivaš se pod mizo. To je prvo mesto, kjer bo lovec na glave pogledal. To je tako neumna ideja. Mislil sem, da je dobra ideja. Sem se zmotil. Moram nekaj izumiti. Oprostite, postalo mi je živčno. Potrebujem nekaj zasebnega časa.
Zakaj stojiš? Lovec na glave nas bo ujel. Pohiti. Si sploh našel prostor za skrivanje? Ne. Moram iti hitro. Počakaj trenutek. Lahko bi postavil celo veliko fotografijo na vrh in se skril za njo. To je neverjetno. Odlično, zdaj jo moram natisniti. Zakaj je tako počasi? Hitreje. Gremo. Oh, je končano. Perfektno. Sem čist genij. Želiš moje mnenje o tem? Ne bom. To je premajhno, takoj te bodo ujeli. Si že kaj izumil? Ne, ja. Moram hitro nekaj izumiti. O moj bog, to nikoli ne bo delovalo. Tukaj sem preveč viden. To ni bila dobra ideja. To bi morda delovalo. Končna pika. To je moja pametna ideja. Fantje, lovec na glave nikoli ne bo pomislil, da bi prišel sem. Mislil bo, da je preveč očitno in se ne bo trudil. Tvegano, a pametno. Na drugem nadstropju je še veliko mest za skrivanje. To je tako spolzko. To je slaba ideja. To je tudi slaba ideja, ker je to prvo mesto, kjer me bo iskal. Ostala je samo ena soba. Želim si, da bi imel nekaj za prekriti ta vrata. Počakaj trenutek, imam to stojalo za prekriti vrata. To bo delovalo 1:0. Poglejte to. Edino, kar mi še manjka, so prigrizki. Kot vidite, fantje, moja soba je samo običajna soba. In vse, kar mi je ostalo, je dobro se zabavati. Lovec na glave me nikoli ne bo našel. Končno. Ej, fantje, imam idejo. Hočem čisto zmediti lovca na glave, hočem ga pretentati in tukaj postaviti lažno bazo. Potem bom zakril ta vhod, tisto omaro, ki sem jo našel v Ivanovi sobi. Spet je vse zmedeno. Mislim, da je Exponent preveč butast, da bi našel vse moje trike in odkril mojo skrito bazo. To bo noro, nikoli me ne bo našel, obljubim vam. Prihajam po vas. Oprosti, ampak samo sem moral narediti skrivni vhod. Kaj je to, kaj počneš? Zakaj razbijaš mojo omaro? Oprosti, samo potreboval sem skrivni vhod in to je bila popolna omara. Ne, moja omara, pravkar uporabijo, saj ni pomembno. Moramo pohiteti zaradi tega lovca na ljudi. Poglejmo, če je zunaj kje, da se skrijemo. V tiste grmovje se ne bi prilegla. Fantje, kaj pa pod vodo? Ne. Zadaj. Ne. Seveda, takoj sem vedel, kje bo zgrajena moja skrivna soba, ker je to moja hiša. Poznam vsak kotiček v njej. Tukaj bom zgradil svojo skrivno sobo. Odločil sem se, da tukaj naredim skrivni prostor. Imel bom svojo skrivno sobo, najprej stroj z gumijastimi bomboni, drugič svojo kopalnico in zadnji dotik. Vhod bo v hodniku in ta kavč tukaj. Lovec na glave me nikoli ne bo našel. Počakaj, moram pohiteti. Tako sem navdušen, da zgradim skrivno sobo, torej gremo. Vem, da je veliko praznih prostorov v stenah, ki bi bili najboljši prostor za skrivanje v njih. Tudi tukaj ne. To ni mehko, to je kamen. Oh, slišiš to?
To je popolno mesto za skrivanje. V tej steni je luknja, čas za rušenje, ja. Torej, to bo moja stena. Bomo rezali steno. Naslednje. Ah, to boli. Nimam časa za natančne meritve. Poglej mojo novo sekiro. Zdaj bom naredil luknjo v steni s tem. 3, 2, 1. To je težje, kot sem mislil. Udarimo drugič. 3, 2, 1. Mike, ne kaj počneš, zakaj uničuješ mojo hišo? Brat, umiri se, samo delam luknjo pod stopnicami, kot v filmu o Harryju Potterju. Ali si videl film o Harryju Potterju? Zakaj sem sploh začel vse to? To bo najboljša soba doslej. Vem, da Ivan ima eno, nekje tukaj bi morala biti popolno, kostum Harryja Potterja. Torej sem že izrezal vrata in zdaj imam nekaj res posebnega za pokazati. Tukaj bo moj skrivni vhod in mislim, da bo to prevaralo lovca na glave. Upam, da ti ne bo težko najti majhnega presenečenja. Stavim, da bo kričal kot majhna deklica. Tako kot to. Zakaj si me moral tako prestrašiti? Čutim moč, vse, kar ostane, je, da pokrijem to luknjo s tem lepim stolom. In ko pride Voldemort, sem pripravljen na boj. Mike, to je lovec na glave, ne Voldemort. In kako ti bo ta plašč pomagal? Ta plašč ima posebne moči. Mislim, da ga je lik res prevzel. V redu, čas je, da naredim svoj vhod. Mimogrede, fantje, poglejte steno, ki sem jo naredil. Mislim, da je popolna, skoraj končano. Končno sem končal. To je zahtevalo veliko dela. Torej, fantje, to je moja končna soba. Tukaj imam stroj z bomboni, naslednje je moja postelja. Tukaj imamo nekaj prigrizkov Doritev z imprime in to je sedež, tako da se lahko samo sprostim tukaj v zovni. In zadnja stvar, moja osebna kopalnica, tuš, stranišče in vse. Končno je moja skrivna soba pripravljena. Peljal te bom na ogled sobe, vzel sem omaro in razbil zadnjo stran, da sem se lahko skril zadaj. Ko me lovec na glave poskuša najti, se bom skril pod tukaj in uporabil bom to veliko belo tablo, da me ne bo videl in upam, da me ne bo našel. In imam celo strašljivo presenečenje v lažni bazi. Nikoli me ne najdejo tukaj, mislim, da imam najboljšo tajno bazo. Skoraj sem pozabil. Potrebujem nekaj zelenega prostora znotraj mojega skrivališča. Morda boste rekli, da ni pomembno, ampak jaz pravim, da je. Zato ga dajmo noter. Čas je, da se skrijemo. Dobrodošli v moji skrivni sobi, majhen ogled sobe, tukaj je majhna postelja, nekaj blazin, da se lahko samo uležem in čakam, da me lovec na glave najde, ali pa ne. Imam stol in to ni vse. Tukaj imam led božične lučke, lahko jih prižgem, bam. Izgleda zelo kul in čarobno, zdaj bom samo sedel in čakal, da nekoga ujamejo. Ampak ne mene, ker je moja skrivna soba najboljša. Soba je malo majhna, ampak ni slabo, samo upam, da me lovec na glave ne najde prvega. Vesel bom, če me najdejo kot 4. ali 5. Naredil sem 2 neumna načrta, ki sta se izkazala za slaba, ampak potem je ta načrt dejansko bil kar dober. Napišite v komentarje, katera skrivna soba vam je najbolj všeč. Počakajte, imam še nekaj časa, da si priskrbim prigrizke v sobi.
Lovec na glave bo kmalu tukaj, moramo opozoriti fante. To je to mesto. Fantje, tukaj je, vsi pojdite v svoje sobe zdaj. Lovec na glave je tukaj. Fantje, slišim lovca na glave. Lovec na glave je prišel, moramo biti tiho in moramo biti pripravljeni na karkoli, kar pride. Zaprto. Kovinska konstrukcija. Nekdo me hoče prevarati. Je znotraj hiše. Tok. To bi moralo izgledati, kot da se nič ni zgodilo. Fantje, tako sem samozavesten v svoji sobi, da lahko samo sedim tukaj in se sprostim. Lovec na glave ima 20 minut, da nas najde, sicer bo kaznovan, zato morate gledati ta video do konca, ampak za zdaj bom samo čakal. Ni pametna poteza. Misliš, da je to smešno? Kaj za? To je zelo čuden dizajn za kopalnico. Mislim, da je našel mojo bazo. To ni zvenelo dobro. Upam, da ga Spooky Sprite prestraši. Ujel sem te. Še ena smešna šala. Gradnja. Tako blizu je. Te bom našel vseeno. Da bo me našel, ne vem, tako me je strah. Kje si? Poglej to, brez okusa. Tukaj prihajam. Kaj je to? Poskuša se prebiti skozi omaro. Mislim, da strašila niso naredila ničesar. Našel me bo. Kaj počne? Še en vic zame. Imam te. Ne, ujel me je. Ne? Imam prvega. Ne, bil sem prvi. Mislim, da je ujel Sana. Ali se ti to zdi smešno?
udara nekaj, to ni dobro. Kaj za vraga je to? Lovec na glave je uporabil zadnja vrata. Tega nisem pričakoval. Ujel si me. Mislim, da nisem genij. Zelo me je strah. Naj poskusim to magijo. Lumos! Maksimo! Kdo je to? Zdaj me je še bolj strah. Mislim, da me je slišal, bilo je zelo glasno. Zakaj sem sploh to storil? Vonjam nekaj kovine. Kaj je bilo to? Tako me je strah. Vidim te. Imam te, spusti se dol. Si slišal tisti krik? Mislim, da je to Mike. Mislim, da ga je ujel. V redu, prihajam ven. Tako sem se trudil, da bi to zgradil. Vzelo mi je veliko časa, da sem to naredil, ampak on je to uničil. -1 ali 2 ali 3. Ne vem, vem, da je soba zelo prijetna in lepa, ampak trenutno me skrbi lovec na glave. Tudi te bonboni me zdaj ne osrečujejo. Ta izgleda sumljivo. Praviš, da bi lahko bilo popolno, ampak ni. O čem govori? Ustavi, hej, ustavi, našel si me. Hej, kaj je to? Našel si me, prav. Vedela sem, da si tukaj. Res si me ujel, ampak si minuto prepozen. To pomeni, da boš kaznovan. Torej, ker me lovec na glave ni uspel ujeti pravočasno, bo kaznovan. 3, 2, 1. Ne pozabite se naročiti in všečkati tega videa. Počakaj, lahko se utopi. Pomagajmo mu. Dajmo, potegnite ga gor, ali si v redu. Živjo, fantje, Ivan je tukaj in danes smo na tem neverjetnem mestu in igramo skrivalnice, ampak z goljufijami. In vsak ima svoj nahrbtnik poln pripomočkov, ki jim pomagajo, da se skrijejo in ne bodo ujeti. In ja, tudi jaz imam svoje goljufije, pokazal vam jih bom kasneje. V redu, gremo. To bo tako dobro. Sploh ne veš, kaj je v mojem nahrbtniku zmagal bom. Kaj pa je nagrada? Torej, imate 10 minut, da se skrijete, jaz pa imam 60 minut, da vas najdem. Če vas ne najdem, dobite $1000.
zmagal bom in kupil motorno kolo. Prijatelj, sanjaj naprej. Jaz bom kupil čips. Veliko čipsa, 2 toni čipsa. Ok, življenjska podpora. V redu, začnimo v 3, 2, 1. Gremo. Skrite se. Fantje, podprite ta video z všečkom, ker bom kmalu pokazal, katere goljufije imam, da mi pomagajo najti te fante. Gremo! Skrij se hitro, kje naj se skrijem. Mogoče bi lahko šel v ta kot. To je preveč slabo. Me vidiš? Seveda te vidim. Nikjer ne najdem dobrega skrivališča, moram nadaljevati z iskanjem. Fantje, Marija je šla tja in Mike je šel tja. Jaz bom šel po tej poti, da bo imel Ivan težave z iskanjem mene. Oh, super, tukaj lahko rišeš po stenah. Poglej, pustimo sporočilo za Ivana. Oh, imam toliko časa zdaj. Lahko naredim malo umetnosti. Oh, nimam časa. Ne, o moj bog. Ne, našel me bo, kaj pa tukaj? Poglej tukaj. Vav. No, zdaj je čas za mojo prvo goljufijo. Poslušaj, Ivan pozna moj von, zato bom poškropil svoj parfum povsod tukaj, da bo mislil, da sem tukaj. In pokrij vse, da bo zagotovo mislil, da sem tukaj in bo zapravljal svoj čas. Poškropi nekaj tukaj. Zdaj bom našel najboljša skrivališča. Ne, zagotovo me bo našel, to je moje zadnje skrivališče. Ne, še vedno sem viden. Mislim, da je to mesto preveč svetlo, preveč enostavno me je najti. Pojdimo iskati nekaj drugega. Preverimo, ali je to mesto dobro za skrivanje. To mesto je odlično. Poiščimo kakšen kraj za skrivanje. Ne, zelo slabo. Veš, še vedno sem viden. Mislim, da bi morali poskusiti nekaj drugega. Ne, to mesto je slabo za skrivanje, vendar imam še vedno čas za igranje A teh little iger. longer than a few minutes later. Oh, mislim, da imam zdaj manj časa. Moram iti iskati nekaj skrivališča. Torej, čas je, da vam pokažem pripomočke, ki jih imam za iskanje vseh fantov. Nočna očala. Mislim, da jih bom veliko nosil. Endoskopska kamera. To je v bistvu majhna kamera, ki lahko gre skozi vsako majhno razpoko. To bo tudi zelo koristno. In tudi očala z ogledalom za vzvratno vožnjo lahko vidiš nazaj. In najboljši del je, da nekateri moji triki že delujejo. Naprimer, dal sem GPS sled na Marijo, tudi povezal sem Stanleya, da lahko ves čas slišim, kaj govori. V redu, čas za skrivanje je končan, čas je za lov. Gremo. Pravzaprav imam nekaj, kar bi vam pokazal. PSS. Oh, mislim, da sem našel popolno skrivališče v tem velikem ustju morskega psa. Tukaj me nikoli ne bo našel. Oh, ne vem, kje naj se skrijem. Razmišljam o tem kotu, ker so tukaj košare. Morda bi se lahko skril pod ali pa košaro na glavi. To je res neumna ideja, kaj ne, videti ne bo. Nekaj ni v redu s temi pralnimi stroji. Mislim, da je ta kot, mislim, da je to vrata. Poglejmo, kaj je za njim. Ni šans, to je kot popolno skrivališče, Ivan me tukaj nikoli ne bo našel. Zdaj, to je tisto, kar imenujemo skrivališče. V redu, zaprimo vrata. Zdaj me res nikoli ne bo našel, popolnoma sva skrita.
Pravzaprav je zdaj čas za mojo prvo prevaro. Če to postavim na to pralni stroj tukaj, Evan bo mislil, da ne more vstopiti in nikoli ne bo ničesar posumil. Torej, poskrbel bom, da bo to lepo in varno postavljeno. Nato pa se bom vrnil v svoje skrivališče. Se vidimo kasneje. Daj no, Ne, videl me bo. Moj trik tukaj ne bo deloval. Kasneje ti bom povedal, kaj je moj trik. Popolno mesto. In veš, zakaj je to popolno? Ker je moj naslednji trik ta kostum. Popolnoma se bom slil, samo poglej. Gremo zdaj poiskati mesto. Fantje, mislim, da je to popolno mesto. Tukaj se bom skril, uporabil bom to kot kritje, ker tukaj vse sveti in je belo. In poglej, to sveti in je belo, tako da me Ivan zagotovo ne bo našel. Napišite v komentarjih, če izgledam kot grm. To mesto je zelo slabo za skrivanje, ampak dobro je, da imam trik, ki mi bo pomagal skriti se. Poglejte, to so vohunska očala, ki imajo vgrajeno kamero. Lahko jih postavim nekam in potem preverim, ali se Ivan približuje meni. Moja strategija ni dobro skrivanje, ampak bežanje. Gremo, posadimo jih. To je prva točka. In drugo mesto. Ja, deluje. Zdaj pa gremo skriti. Ni najboljše mesto, ampak se bom vseeno skril tukaj. Tukaj se ne počutim preveč udobno, ampak vsaj ne bom ujet. Stanley je tako neumen. Sam se je izdal. Nope. Kje je Stanley? Stanley, kje si? Vem, da si tukaj. Kaj je to, poraženec? Daj no. Stanley me je popolnoma prelisičil. No, imam še eno lahkotno tarčo, tako da nadaljujemo. Marija se premika tja, gremo. Kje si? Me ne moreš najti. Vem, da je to stan, poznam gospa. Igra se z mano, fantje. Naročite se, če verjamete, da jih lahko najdem vse. Naročite se, prav, naročite se. Moram iti poiskati fante. No, tukaj bom čakal. Večinoma bom samo sedel na telefonu, igral igre, gledal vidi. Imam nekaj glasbe in ogledal, malo plesa, malo barv. Veš kaj, obožujem to skrivališče. Ivan me nikoli ne bo našel. Ko vidim Ivana, imam čas pobegniti, ampak trenutno ga ne vidim. Fantje, že dolgo je in Ivan me še ni našel. Ocenite moj kostum od 1 do 10 v komentarjih. Vidim Marijin sledilnik. Moška stranišča. Najlažje mesto, jo bom našel. Našel sem jo, tukaj jo bom skril. Marija, že te vidim. Ti si tukaj. Kaj želiš? Oprosti. To so napačna vrata. Kje je? To je čudno. Ne, nikogar ni tukaj. Nadaljujmo. Poglejte to mesto, fantje. To je tako lepo. Nihče se tukaj ne more skriti, kaj ne, videl bi jih. Yep. Toliko luči. Stanley, Mike, Marija, pridite ven. Ja, fantje, mislim, da tukaj ni nikogar. Gremo na naslednjo lokacijo. Sem utrujen, sem malo izčrpan. Fantje, veste, kaj mislim, da se nihče ne bo skril tukaj? Preveč je svetlo, preveč glasno. To je tako neumno mesto, tako da bom kar nadaljeval.
Zdi se, da sem to malo pokvaril. Upam, da se ni nič zgodilo. Kdo je pustil svoja očala tukaj? Čudno. Ivan je tukaj, moram nekaj narediti, počakaj, imam idejo. Tukaj je, moja goljufija za danes je naprava za dim. Izginil bom v dimu in imel čas pobegniti od Ivana. Vklopimo gospa. Kaj je to? Mislim, da sem ga zmotil. Moram se izmuzniti. Mike. Zdi se, da je nekdo ujet. Vedela sem, da me bo ta naprava razočarala. No, ne bodi žalosten, ker vem, da ne bom našel samo tebe. Našel bom vse fante, gremo. Vzemi napravo. Mislim, da sem izgubil. Prekleto, fantje. Preveril sem povsod že večkrat in vse, kar sem našel, je bil Mike. Nisem mislil, da bi se igrali skrivalnice tako resno. Nova lokacija. To bi bilo odlično mesto za skrivanje v enem od teh. Ni tukaj, kaj ne? Tukaj je neka majhna odprtina. Moram preveriti to, lahko uporabim svojo kamero za preverjanje teh mest. Fantje, opazil sem, da vse deluje, razen tega tukaj. To je malo čudno. Moram to preveriti. Fantje, poglejte, to je stan. Našel sem gospa. To je stan. Mislim, da se ta vrata lahko odprejo. Dobro, stan. Šale so končane. Pridi ven. Našel sem te stan. Nehaj držati vrata. Našel sem te. Našli smo Mikeja in Stana. Zdaj je Marija edina, ki je ostala. Nisem zmagal. Ja, nisi zmagal. Imel sem najboljše skrivališče, kako si me našel, bil sem za pralnim strojem. Uporabil sem svoje goljufije. Čas, da najdem Marijo. Mislim, lahko tukaj malo počiva. Gremo, srček. Mislim, da bom navijal za Marijo, vendar je nikoli ne boš našel. Imam predlog, to je goljufanje pri skrivalnicah, imam $100. Počakaj, ali veš, kje je Marija? Mogoče vem, mogoče ne vem. Tako je, če želiš $100, mi pokaži, kje je Marija in dobiš $100. Da, 100. Najprej povej, kje je Marija. Tja. Dobro, potem pa pojdimo. Hej, počakaj, najprej mojih $100. Pojdi. Dobro, fantje, imam le še 5 minut. Zdi se, da je Marija najboljša v skrivanju, tako da imamo še nekaj časa. Pojdimo hitro k administraciji, imam idejo. Dobro, to je moja zadnja priložnost. Naredil bom objavo in upal, da bo Marija nasedla, kot je Mike. Nujno, obiskovalka po imenu Marija, prosim, pridite k administraciji, ponavljam, nujno, obiskovalka po imenu Marija, prosim, takoj pridite k administraciji. Kaj, ali to ne zveni znano? To je Ivanov glas. Misli, da sem tako neumen. Brat, še posebej z malo časa, ki je ostalo, bom boril do konca. Daj no, pridi ven, prosim. No, zdi se, da ni nasedla. Zdi se, da je čas potekel. Zdi se, da je Marija zmagala. Ja, zdi se tako, kje je ona? Torej sem zmagala. Kaj je ta kostum? Poskusila sem po najboljših močeh. No, ti si zmagovalka in si pridobila nekaj denarja. Gremo. Dobro, opravljeno. To je prevara. Porabil sem približno 3 ure, da sem našel dobro skrivališče. Imate 10 minut, da se skrijete. Vse je odvisno od sreče. Naslednjič bom našel vse. Hvala za ogled. Poskrbite, da všečkate, se naročite in komentirate. Z Bogom vsi.